ponovno v naš podcast projekta Stargrowth, ki je delno sofinanciran strani Evropske unije, Direktorata za enotni trg. Tokrat imamo zelo zanimivo gostjo, v bistvu kar iz krovne organizacije v Sloveniji, Slovenskega turistične organizacije, in z nami je gospa Livija Kovač-Konstantinovič. Lepo pozdravljeni in bi vas kar lepo prosil, če se lahko malo predstavite vašo funkcijo v organizaciji in pa tudi sicer, s čim se ukvarjate. Seveda, z veseljem. Na Slovenski turistični organizaciji, ki je nacionalna turistična organizacija, skrbim za odnose z javnostmi na domačem trgu, torej domači PR, po domače povedano, pa tudi kakšne druge projekte, recimo projekt Moja Slovenija, s katerim zdaj že več let nagovarjamo Slovence k oddihu doma in raziskovanju Slovenije. In seveda se še najde kup manjših, večjih, res privlačnih projektov, tako kot pač v turizmu je. No, super. Ker je projekt v osnovi namenjen nekako tudi tem pandemičnim postukrepom in bi vas nekako želel vprašati, kako se Slovenska turistična organizacija, ki jo vključuje na tem področju, obstajajo kakšni ukrepi, ki jih izvajate tudi za to, za okrevanje v turistični in gostinski panogi, seveda? Ja, seveda. Korona kriza, posledično pandemije COVID-19 je zelo močno vplivala na turizem, s tem tudi na našo dejavnost. Močno je vplivala na to, kako smo podprli destinacije in slovensko turistično gospodarstvo, torej podjetja. Če uvodoma lahko povem, korona kriza je vplivala v turizmu predvsem na turistične tokove, na nakupno vedenje turistov in pa razloge, zakaj pri izbiri določenih destinacij dajo prednost pred drugim. Predvsem je pandemija okrepila trende, ki so bili prisotni že pred pandemijo, zdaj pa so postali še bolj oziroma ob pandemiji še bolj izraziti. Eden od najmočnejših je zagotovo, da turisti danes povprašujejo po varnih doživetjih. Krepi se pomen edinstvenih doživetij. To so doživetja, ki imajo pogosto tudi višjo dodano vrednost. To je ta filozofija, da znamo ceniti, da lahko potujemo, in ko potujemo, želimo res nekaj doživeti. Še bolj kot pred pandemijo pa iščejo trajnostne destinacije. To je destinacije, ki skrbijo za oblikovanje turističnih produktov s čim manjšim ogljičnim odtisom, ob tem pa tudi vključujejo širše, torej lokalno prebivalstvo. Recimo pri trendih je močno opazen tudi krepitev lokalne, sezonsko pridelane, recimo surovin, hrane, predvsem na gastronomijo to močno vpliva. Močno pa sta tudi na pomenu pridobili digitalizacija in digitalna preobrazba. To, kar se je pokazalo že v pandemiji, pa še vedno velja, da so porasle interes za potovanje v bližnje destinacije, ki so tudi danes še zelo aktualne, torej govorimo o potovanjih v Evropi. Počasi oziroma postopoma se pa odpirajo tudi prekomorski trgi. Zdaj, dejstvo je, da je turizem panoga tudi v Sloveniji, ki je bila zaradi krize, posledično pandemije, najbolj na udaru. Slovenski turizem je značilno še to, da smo zelo veliki meri odvisni od tujih gostov. Pred pandemijo so tuji gosti recimo ustvarili kar 75% vseh prihodov, pa več kot 70% vseh prenočitev. Potem si lahko predstavljate, kako močen je bil vpliv zaprtja meja in nezmožnosti potovanja med pandemijo v druge države. Tako je pandemija močno vplivala na spremenjeno strukturo gostov. Takrat smo mi k temu zelo aktivno pristopili in smo lansirali že omenjeno kampanjo Moja Slovenija, in tako smo intenzivno nagovorili domače goste. Lahko rečemo, da smo turizem reševali z domačimi gosti. Pa naj spomnim še samo, tudi turistični boni so bili takrat, ki so močno prispevali, da smo Slovenci odkrivali znane pa tudi manj znane kotičke Slovenije.
In zdaj, če omenim turistične bone in se vrnem na vaše vprašanje, zagotovo je bil to eden najmočnejših ukrepov, s katerimi se je podprlo slovensko turistično gospodarstvo. Pa tudi kampanja Moja Slovenija, s katerim, seveda, delali smo jo intenzivno v sodelovanju z destinacijami in slovenskimi turističnimi ponudniki. In na portalu, in pri izbiri ambasadorjev, in na družbenih omrežjih. Tako smo dejansko, ni bila to samo kampanja STO-ja. To je kampanja, ki smo jo skupaj s podjetji, skupaj z destinacijami in drugimi partnerji, recimo Turistično gostinsko zbornico, Turistično zvezo Slovenije, Obrtno zbornico in tako dalje, pripravili in nagovarjali Slovence za oddih doma. Mogoče samo še tole, pandemija je dejansko, sem že omenila, okrepila trende, ki so bili prisotni že pred pandemijo, pol pa so postali še bolj izraziti. In na nek način smo v Sloveniji imeli srečo, oziroma imamo srečo, da smo na Slovenski turistični organizaciji skupaj z ostalimi deležniki te trende uspešno že prej nagovarjali. Zato smo na nek način po pandemiji imeli tudi eno dobro izhodišče za hitrejše okrevanje in grajenje bolj odpornega turizma. Torej je bila v bistvu kriza tudi neke vrste nova priložnost oziroma nek nov potisk ali kako k razvoju samega slovenskega turizma. Ja, dejansko, na več točkah. Namreč potovalna industrija se danes oziroma po pandemiji dejansko globalno sooča z velikimi pritiski za preobrazbo, predvsem pri okoljskih in na družbenih zahtevah. Podjetja so prisiljena prilagoditi svoje poslovne modele, da bi lahko izpolnila pričakovanja po eni strani potrošnikov, drugič pa regulativnih zahtev. Tu je na prvem mestu seveda že omenjeni trajnostni turizem. Podjetja morajo zmanjšati svoj ogljični odtis in spodbujati odgovorno potovanje. Recimo podjetja se tu usmerjajo na uporabo obnovljivih virov energije, zmanjšujejo odpadke, se intenzivno vključujejo v lokalne skupnosti, spodbujajo lokalne skupnosti. Ne moremo mimo tudi tehnoloških inovacij. Če omenim samo uporabo umetne inteligence pa drugih naprednih tehnologij. Zelo, zelo močno, recimo umetna inteligenca in te tehnologije vplivajo na potovalne izkušnje. Na primer, umetna inteligenca turistom pomaga pri optimizaciji poti, personifikaciji storitev, podjetjem v turizmu izboljšanju komunikacije s strankami, še bi lahko naštevala. Po pandemiji je tudi močno čutiti tesnejše sodelovanje med deležniki v turistični industriji. In sicer vključno z vladami, nevladnimi organizacijami, zasebnim sektorjem, tudi na področju doseganja ciljev trajnosti. Dejstvo pa je, da podjetja, ki se bodo lahko uspešno prilagodila tem novim pogojem poslovanja, bodo lahko izkoristila te nove izzive, nove tržne priložnosti in seveda izboljšala svojo konkurenčno prednost. Omenili ste tudi že prej, v bistvu, da po sami pandemiji, da so turisti iščejo drugačne stvari oziroma malenkost drugačne vrednote so tudi prevzeli. Pa se število gostov tudi kaj spremenilo na tem področju, jih je enako kot pred pandemijo, oziroma tudi sama potrošnja gostov je kaj drugačna, kot je bila pred tem? Ja, seveda je turizem rabil kako leto, dve, da je okreval, ampak turizem se je z lanskim letom, vsaj za slovenski, če govorim, vrnil, dejansko je 100% okreval oziroma popolnoma in se ne samo vrnil na predpandemično raven, ampak je tudi presegel, če v številkah merimo. Poraslo je število prihodov, prenočitev, tudi potrošnje, ki merimo z izvozom potrošnje potovanj na osnovi podatkov Banke Slovenije. Vrača se tudi razmerje, omenila sem ga že, med tujimi in domačimi gosti, ki je bilo pred pandemijo več kot 70% v korist tujih gostov. V pandemiji se je popolnoma obrnilo, torej skoraj 70% domači gosti. Počasi se ta razmerje ponovno na predpandemično raven vzpostavlja.
Lani, kot rečeno, ponovno rekordno leto slovenskega turizma, tudi letos dobro kaže. Po podatkih, ki jih imamo iz destinacij, pričakujejo lanskemu letu podobno ali nekoliko boljše leto. Mi na Slovenski turistični organizaciji ocenjujemo, ampak to je ocena, ki jo sedaj dajemo, leto pa ni končano, niti glavna turistična sezona še ne. Bi lahko beležili rast nekje 5% na letni ravni, ampak kot rečeno, turizem je tudi izpostavljen številnim vplivom, ne. Ta 5% ocena velja, vkolikor nas ne bo nekaj nepričakovanega zadelo. Recimo lani žal avgustovske poplave, ne. Vse to so faktorji, ki zelo, zelo močno vplivajo na turizem. Vprašali ste tudi potrošnjo turistov, če se je spreminjala. Ja. Zadnji podatki ITC Evropske potovalne komisije kažejo, da ta tudi na ravni Evrope raste. ITC je izpostavil več trendov in med aktualnimi trendi izpostavil tudi naraščajočo potrošnjo turistov. Tako naj bi po oceni ITC letošnjem letu turisti v Evropi porabili več kot 800 milijarde evrov, to pa za skoraj 14% več kot lani. Na splošno so se... Ja, kar velika razlika, to je, ne govorimo o milijonih, govorimo o milijardah, ne. So se spremenili tudi turistični vzorci trošenja, po raziskavah so se pomaknili proti večji varnosti, personifikaciji pa lokalnim izkušnjam. Torej proti tem trendom, ki so najbolj izraziti. Največjo rast porabe turistov po pandemiji pa so zabeležili sektorji, ki nudijo storitve pri prevozu, zagotavljajo zdravje in varnost, se nanašajo na lokalno ekonomijo in seveda že omenjene digitalne storitve. Vse te stvari, ki ste omenjali, v bistvu tudi, kaj so zdaj glavni trendi oziroma vrednote, so nekako se zdi kot pisani na kožo prav za Slovenijo tudi. Pa če vas omenili ste tudi nekako trajnost, pa če vas o tem vprašam, kako se vam zdi, da so slovenski turistični ponudniki in destinacije pripravljene tudi na tem področju, oziroma, če še malo nadaljujem o tem, ali tuji gosti oziroma na splošno gosti to zelo cenijo oziroma iščejo take destinacije, ali to trajnost še vedno ni tako zelo pomembno? Je pomembno, vse bolj pomembna je, bi lahko rekli. Zdaj, tako je, mi ciljno nagovarjamo goste, ki iščejo trajnostne destinacije. To je naša zaveza, v to smo se zavezali tudi v aktualni strategiji, v našem programu dela, v vseh, dejansko v vseh dokumentih, ki opredeljujejo naše delo, našo vizijo, tako da mi dejansko tako z razvojnimi kot komunikacijskimi in oglaševalskimi aktivnostmi ciljno nagovarjamo goste, ki iščejo trajnostne destinacije. In ko govorimo o spodbujanju trajnostnega turizma, moramo povedati, da je Slovenija globalno gledana, torej na nacionalni ravni, pionirka in vodilna pri razvoju trajnostnega turizma. Tu ne morem mimo tega, da ne omenim inovativno pa večkrat nagrajeno zeleno shemo slovenskega turizma. Gre za certifikacijsko orodje, ki združuje po eni strani destinacije in ponudnike z znakom Slovenija Green. Je nacionalni program in hkrati certifikacijska shema, ki ima svojo krovno blagovno znamko, imenovano Slovenija Green. In je res vse bolj prepoznana, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini, kot orodje, ki združuje trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Za same destinacije pa ponudnike pa gre za konkretno orodje, in sicer za ocenjevanje in hkrati spodbujanje izboljšanja trajnostnega delovanja, torej destinacij in ponudnikov. Zdaj, vizija te zelene sheme slovenskega turizma je, da bi bila Slovenija 100% zelena. In moram reči, da smo ponosni, da smo dejansko to v lanskem letu tudi dosegli, ker je zelena shema, v zeleno shemo so se pridružile popolnoma vse vodilne destinacije slovenskega turizma, vseh 35,
Še se trudimo in se izboljšuje tudi število vključenih ponudnikov. Tu še imamo nekaj rezerv, tu imamo še cilje, ki jih moramo doseči. Torej se tudi na tem področju, v bistvu, kot ste rekli, je Slovenija nekako pionirka. Lahko povem, da tudi v okviru našega projekta je bilo kar nekaj prijav prijavitelja slovenskih turističnih zmogljivosti, ki se zanimajo za razne ekocertifikate, ki bi jim potem omogočili še večjo prepoznavnost. Torej lahko res nekako zaključimo, da je to tudi zelo pomembna tema, ne samo doma, ampak tudi v tujini, oziroma da to ljudje vsak zmeraj bolj prepoznavajo in da tudi prinese določene prednosti. Definitivno, ti certifikati, ki jih omenjate, oziroma ta certifikacijske, kako bi rekla, označbe, ki jih pridobijo, so eden od pogojev tudi oziroma pritočkovanjih v zeleno shemo, kadar se vstopa, ne. Tako da definitivno, ampak ni pa to je naše krovno in najpomembnejše orodje, ni pa edino, imamo še več orodij, mogoče samo omenim, recimo izvajamo pilotni projekt odpadne hrane, lani se je pričelo, njegov cilj je zmanjšati odpadne hrane v gostinstvu. Že vrsto let imamo projekt zelene in zdrave pisarne prijazni v Sloveniji. Ta je notranji projekt, kjer smo se sami zaposleni zavezali k bolj trajnostnemu ravnanju. STO je pa tudi podpisnica Glasgowske deklaracije o podnebnih ukrepih v turizmu. Tako da zelena shema je samo ena, ampak je pa najbolj prepoznavna in krovna, bi lahko rekla. Pa se tudi podjetja potem obračajo na vas glede raznih nasvetov, mogoče tudi razpisov pomoči pri tem? Zdaj, razpise STO ne izvajamo mi sami v tem smislu, kot ste izpostavili, recimo kot jih vi, se pa obračajo definitivno na nas za nasvete, za priporočila, ampak mi že sami proaktivno STO izvaja na tem področju vrsto aktivnosti za krepitev znanja in kompetenc, recimo naša akademija, ki je vrsto let izvajamo in v okviru katere krepimo tudi te kompetence, ta znanja gospodarstva. Imamo letno največji strokovni dogodek, Dnevi slovenskega turizma, ki je velik del posvečamo tudi gradnji znanj, prepoznavanju dobrih praks iz tujine in podobno, v okviru predavanj, gostovanju uglednih predavateljev, delavnic, okroglich miz, diskusij. Moram reči, da proaktivno pristopamo k temu že ne vem, odkar smo praktično. Seveda, kadar imajo pa podjetja tu izzive, se pa obračajo na nas, da. Ko ste omenili akademijo, kdo se lahko vključi v akademijo, kakšni so pogoji za vključitev? Povabimo slovensko turistično gospodarstvo, nekateri moduli so širše, nekateri moduli so pa bolj ozko, recimo ima svoj digitalni sklop, ki je namenjen tistim, ki pač urejajo spletne strani, digitalne kampanje izvajajo. Kadar gre za strateška vprašanja, so seveda vodilni direktorji, strategi, odvisno, kateri modul, ima trženjski modul, kjer gre bolj za kampanje, za marketinške akcije. Sama akademija je sestavljena iz vrste modulov, ki so prilagojeni ciljni skupini. Sprašujem zato, ker bi to znala biti zanimiva tema tudi za naše poslušalce oziroma za turistična podjetja, ki mogoče za to še ne vedo, pa bi se mogoče želela v to tudi kdaj vključiti. Objavljamo, vedno jih napovemo v naših orodjih komunikacije, tiste, ki so ožje, jih vabimo direktno po listah, tako da ja, z veseljem naj sledijo vsem našim napovedim na spletni strani, ki jo imamo, slovenija.info, v naših novicah, ki tedensko izidejo TTA novice, tako da na več kanalih objavimo, na družbenih omrežjih, in z veseljem seveda odgovarjamo tudi na vprašanja in kdo se lahko vključi v to samo akademijo. Odlično. Za konec sem vas pa želel še malo vprašati tudi, glede na to, da ste krovna turistična organizacija, kako ocenjujete, da se bo slovenski turizem razvijal tudi v prihodnje oziroma kje vidite njegove največje potenciale? Potenciale ali izzive? Oboje lahko. Ali oboje?
Definitivno potencial na področju trajnostne turistične ponudbe, ponudbe višje dodane vrednosti, potem ponudbe skozi celotno leto, torej Slovenija ni, kako bi rekla, sezonska turistična destinacija, razvijamo produkte čez celo leto. Kot eden najmočnejših, če ne najmočnejši produkt se je pokazal outdoor, torej aktivni oddih, v povezavi z drugimi produkti, kot je kulinarika. Mi smo se v zadnjih letih res pozicionirali kot nova gastronomska zvezda na gastronomskem zemljevidu sveta in Evrope. Kultura, umetnost in kultura, ki je naša osnovna komunikacijska tema letošnjega in prihodnjega leta, ki jo zelo intenzivno promoviramo na domačem in tujih trgih. Tudi poslovni turizem, upam, da ne bom koga spustila, zdravje in dobro počutje, seveda wellness. Skratka, to, kar sem naštela, so ključni turistični produkti. To, po čemer nas pa prepoznavajo v tujini in kar je prvi motiv prihoda v Slovenijo, je pa naša neokrnjena narava. Naša neokrnjena narava, vsi so presenečeni nad njo, prijetno presenečeni, in to je tudi tisto, čemu smo se zavezali pri naši trajnostni usmeritvi, da jo bomo ohranili, ne samo za nas, ampak tudi za prihodnje rodove. Torej, če zaključiva, za prihodnost slovenskega turizma, glede na vse danosti in možnosti, se nekako ni bati. Ne, jaz mislim, da ne. No, super. Gospa Livija Kovač Kostadinović, najlepša hvala za tale pogovor. Upam, da so tudi naši poslušalci bili navdušeni. Na začetku se sicer nisem predstavil, moje ime je Gašper Ivančič, prihajam z Tehnološkega parka Ljubljana. Sodelujemo v projektu StartGrowth in kogar bi karkoli zanimalo tudi na tem področju, vabljeni tudi na naše spletne strani in socialne medije, kjer se lahko pozanimate v samem projektu, lahko pa vam povemo tudi kaj več. Najlepša hvala.